Miha, si usta zaprl? Sem. Živijo, Tanja, ful sem Živijo. vesela, da si prišla. Z veliko težavami, ampak prišla. Evo, klapa je lahko. N1 volilni podcast s Suzano Lovec. Dobrodošla še enkrat oba. Dan. Hvala za povabilo. Danes v volilnem podcastu N1 gostimo Tanjo Starič z nacionalne televizije in smo zelo veseli, da si tukaj. In Miho Orešnika iz N1. Z druge strani studia zdaj. Tako. In sem tudi vesela, da si tukaj. Lep pozdrav vsem gledalcem in poslušalcem. To je tretji volilni podcast na N1. Volitve se približujejo, tako da je čas za še eno analizo. Pa pojdimo kar k prvemu vprašanju. Ob polnoči se začne tako imenovani volilni molk, skratka drugačna pravila obnašanja pred volitvami. Me zanima vajin rezime, kakšna je bila ta kampanja, kakšna je vajina ocena kampanje? Tanja. Najprej moram povedati, hvala za povabilo. Najprej moram povedati, se pravičiti dragim poslušalcem in gledalcem, ker sem zelo na slabem glasu. Moram povedati po pravici, da sem zelo težko prišla. Že 4 dni sem leže, vročina, nič nima to zveze ne s COVID epidemijo, ne z volilno kampanjo, ampak pač ko pride, se prehladiš. Ampak sem prišla, zato ker hvala, ker si me povabila in ker sem že enkrat ravno zaradi bolezni odpovedala. Pač taka pomlad je težka pomlad. Zdaj pa v kampanji. Se pravi, tvoje vprašanje je, kako ocena celotne. Rezime, tako. Zdaj smo tik pred zdajci. Ja. Kaj se je mogoče v zadnjem tednu še zgodilo in nek pregled vsega, kar je bilo tokrat. Mislim, jaz moram reči, pa spremljam volilne kampanje res že zelo, zelo dolgo časa, da je to pravzaprav kampanja, kakršne še ni bilo. Ne v smislu, da bi neka zelo vsebinska presenečenja doživeli v tem mesecu, ko spremljamo kampanjo, ampak v bistvu zaradi razmerja sil in vkopanosti, na prejšnjih volilnih kampanjah je pravilno bilo tako, da seveda so bili politični bloki dovolj jasno zarisani. Niso pa bili tako zelo ločeni, kot so zdaj. Zdaj so stvari jasne. Že od prvega dne kampanje vemo, o čem se pogovarjamo. Kdo bo s kom, kdo s kom ne bo. Kdo bo s kom, kdo s kom ne bo. Se pravi, karte so na nek način, povolilne karte so že položene. Zdaj čakajo samo še na to, oba bloka, vse stranke, ki grejo v ta boj, kaj bodo odločili volivci. Dejansko čakajo na voljo volivcev. Ker kaj se bo zgodilo, je pa znano vnaprej. In tukaj ni prišlo do nobenega premika vsem mesecu. Ves čas se vrtimo v tem krogu. Imamo opozicijo in Gibanje Slovenija, ki pač po raziskavah še vedno, tudi po zadnjem tednu in kljub covidu, ki ga je dobil predsednik te stranke, kar je tudi presedan, to je blok, ki se ne bo povezoval z strankami drugega bloka, in potem imamo vladne stranke, to je ista paleta strank oziroma politikov, kot so sestavljali sedanjo vlado, ki tudi ostaja na svojem bregu. In tukaj smo, na zadnje. Bom tukaj kar nadaljeval, kaj je posledica tega, kar pravi Tanja. Ti se zagotovo bolj spomniš, kot jaz, ampak ne pomnim, da bi en predsednik stranke, v tem primeru predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, dejansko govoril ne volite za nas, volite zame. On dejansko zadnji teden, 2 govori, ko je postalo jasno, da sta njegova potencialna partnerja iz KUL-a, LMŠ in SAB v bistvu zelo na robu, celo pod parlamentarnim pragom, odvisno katero raziskavo gledaš. On dejansko pravi, volite katerokoli stranko KUL, samo pridite na volišče, tudi če ne volite za nas. Ne vem, ali je že bilo kdaj kaj takega, da predsednik dejansko da odpira prostor za te, ki jih rabi kot potencialne partnerje. Bili so pozivi v bistvu iz teh 2 strank, tudi tako ne javno, zdaj nam bo pa treba pomagati, imamo težave, pričakujemo, da bo Robert Golob, ki so ga pač sprejeli že v bistvu nekako za njihovega mandatarja, da jim bo pomagal. In on to počne. Tudi če ste opazili na zadnjih soočenjih, se je v bistvu parkrat referiral, kot sta že lepo povedala gospod Šarec, gospa Bratušek. In seveda so KUL-ovci to počeli že na prejšnjih soočenjih, da so se sklicovali en na drugega, kot je lepo povedal Luka, kot je lepo povedala Tanja in tako naprej. No, zdaj, v zadnji fazi je pa Golob videl, da gre zares za
možnost izpada LMŠ in SAB iz parlamenta in ima je dejansko dejavno začel pomagati. Ne vem, se je to že kdaj dogajalo? Pakt o nenapadanju na obeh straneh. Zagotovo se boste spomnili volitev, kjer je Janez Janša govoril, pejte na volitve, moramo zmagati z veliko razliko. Zdaj ni nobene velike razlike. Zdaj se v bistvu zahvaljuje partnerjem v vladi. Celo na konvenciji, če si ga pozorno poslušajo, govoril, pomembno bo, se pravi, celo bolj pomembno od zmage, je pomembno, da bomo sklepali zavezništva. Se pravi, oba, oziroma vsi se zavedajo, da bo pomembno po tej nedelji, kdo bo prišel v parlament. Lahko eno od strank celo zmaga, pa mu ta zmaga nič ne bo pomagala, če ne bo imel dovolj partnerja, da z njimi naredi. To je pa tudi nauk tega mandata minulega. No, sej, tukaj pridemo do naslednjega vprašanja. Zadnja anketa, Mediane kaže, da torej noter so Gibanje Svoboda in SDS. Tako, verjetno, kaže tudi SD, Levica, NSI in SAB. Ampak, kot je povedala Janja Božič-Marolt včeraj v Odmevih, če gledamo pa interval zaupanja, lahko rečemo, torej, da bo v parlamentu se uvrstilo teh 6 strank ali pa celo 10 strank. Vse to je možno, skratka, do zadnjega so stvari neodločne oziroma moramo upoštevati javnomnenjske raziskave s tem intervalom zaupanja. Torej, tle v tej čakalnici, torej, ali so noter ali niso, so pa Pirati, Povežimo Slovenijo, Resnica in LMŠ. Glede na ta tesen rezultat, bodo verjetno soočenja ta zadnja še bolj odločilna, ker tukaj pa se vsi analitiki strinjajo, da so soočenja tista, ki odločajo. In veliko ljudi sploh za manjše stranke ali pa stranke, ki še niso znane. Videli smo, da se je pojavil Gale, recimo v družbi teh strank, ki so pa že parlamentarne ali pa, če smemo temu tako reči. Ki imajo poslance, ki imajo poslance, da ne bom politično nekorektna. In seveda je evidentno, da skuša izkoristiti to priložnost, nakazati razliko, iti v napad, biti glasen. To je absolutno lahko odločilno. Mogoče ne toliko pri vrhu, seveda je pomembno, kdo dobi volitve in kdo bo zmagovalec. Ampak tokrat je pa res pomembno, kaj se bo dogajalo v spodnji tretjini, v spodnji polovici celo. Kdo pride v parlament. Se tudi predsednik Pahor, že takrat, ko je dejansko razpisal volitve, je prvič v bistvu rekel, da se morajo zjasniti, da prenesejo podpise. In to 46. In to 46, in da bo tako, potem podelil mandat. In da bo potem podelil mandat. Prejšnjič je pa rekel, da bo podelil mandat in tudi ga je, relativno zmagovalcem. Tako da je sprememba. To je res nikoli, ko si me prej vprašal, tega še ni bilo. Kako je po vašem mnenju to, da je Robert Golob zbolel, da je dobil COVID in da v bistvu soočenja zdaj oddela od doma s slušalkami na kavču, če sem prav videla, mu to koristi ali škodi? Kako izpade? Videli smo ga, mislim, da v ponedeljek prvič, ko je bil pozitiven. Na popu. Zdi se, kot da mu na prvi pogled to koristi, ker oni v studiu so pač tam, med njimi je večja interakcija, se pričkajo med sabo, on pa kot da je, in to je v bistvu že od začetka svoje kampanje, odkar je stopil na sceno, je dajal jasno vedeti, da on se ne bo spuščal v te debate, kdo je kdo kaj tweetnul, kaj kdo kaj rekel, ampak kao gremo naprej. Mislim, že pred kampanjo pri tebi v studiu. Ja, o tem lahko nadaljevanju tudi kaj rečemo, ker je zanimiv nastop, jaz sem ga gledala. In po tem nastopu se je marsikaj spremenilo. Že takoj obnašanje do medijev, oziroma do voditeljev. Mislim, da je kar kruti nauk tale nastop prvi, ki da z novinarji načeloma se ne prepiraj. Ja, tam sva en drugega malo presenetila, bom tako rekel. No, to, kar sem hotel reči, je, da je v bistvu izpadel nadaljavo, kot da je nad vsemi. In v tem smislu bi mu morda to lahko celo koristilo. No. Ne vem, kako Tanja to vidi. Ja, moram reči, ko je prišla novica, da ne bo sodeloval v odločilnem tednu kampanje. V času odločilnih soočenj je bila moja prva reakcija, da bo to seveda zelo slabo zanj in za to stranko, sploh zato, ker on je neznanka, sicer ni neznan, ampak on ima novo stranko, kandidate, ki jih ljudje ne poznajo. On je en tistih, ki mora opozarjati nas in on je en tistih, ki ljudi v resnici zanima,
kaj zastopa, ne? Ga ne poznamo. Ja, ne? seveda, ja. Tako da moja prva ocena je bila, da bo to zelo mu škodovalo. Jaz sem celo razmišljala, ne, recimo, če mu pade, kam bi se ti volivci selili, bodo morda to spremenilo razmerje sil na dnu, ne? Ker njegovi volivci ne bodo šli voliti stranke sedanje vlade, ampak bodo verjetno šli voliti stranke koalicije KUL. No, ampak zdaj se bliža pač konec, ne, tako kot zadnje ure štejemo, ne, in kaže v resnici tako, kot praviš, da sploh zato, ker je ta kampanja precej bizarna, pravzaprav ni videti, da bi mu to zelo škodovalo. Ne. Celo več, ne, glede na to, da je, če smo zelo blagi, ne, ni zelo vsebinskih razprav, mogoče celo bolje, da si malo odmaknen. Ne. Pa da ni videti grimas včasih, da ni videti čudnih pogledov, tega javljanja in tako naprej. Mislim, to je težko oceniti, zaradi tega, ker v bistvu vsak gleda s svojimi očmi. Ne? Volivci smo različni, imamo različna pričakovanja, ne? Ampak recimo, če poznavajoč, recimo, kako tečejo ta soočenja, se zdi, da morda to, da ni vedno v prvem planu, kar bi sicer verjetno bil, kot glavni izzivalec, je da mu prej koristi kot škodi. Moja ocena je bila, če dovolj sem to, celo to, da bi mu lahko utegnilo bolj škodovati to, da recimo, ne vem, se poigrava na nek način proti cepilstvom, ne? Ja. Vemo, da je to vem, da ste pri vas zaznali, sem gledala včeraj v vašem pogovoru. Ne? Mislim, to pa je kontroverzna tema. Ne? Hodi po neki meji, ne? Ampak že to, kam je šel, s kom se je šel pogovarjati, je verjetno je vložil nek kvisko za neko publiko, na katero računa, da bo prišla na volitve. Ampak ne bo nujno volila njega, ne? Ima verjetno kakšne druge favorite. Ne? Resnico. Naprimer, ne, resnica stoji presenetljivo dobro. Ne? Ja, se kar drži. Vem, ko smo se v podcastu pri tebi in Alešu, umetnost možnega, smo se ravno o tem pogovarjali, pa to je bilo že pred meseci, ko so še v bistvu potekali te sredini protesti, smo se pogovarjali, kakšen je politični potencial. Tako je. Zdaj se počasi izrisuje, kaže, da pač neko bazo volivcev očitno imajo. Vprašanje pa je, koliko te volivci so pripravljeni sodelovati v teh anketah, ki se pač v teh merjenjih, ki se upravljajo pred volitvami, tako da ta podpora je lahko, da dobijo, ne vem, 1%, lahko, da bojo zlahka prišli v parlament. Mislim, to je zdaj na tej točki zelo, zelo težko. Bi pa še se vrnil, tudi meni se je najprej zdel, da bo Golobu to, da je pač dobil COVID, škodilo. Zakaj? Ker smo jasno videli, da je praktično skoraj na vseh soočenjih bil on. Tudi na soočenju na zdravstvu, na popu, ki je bilo zelo vsebinsko, zelo konkretnimi, težkimi vprašanji, je bil on in tam dejansko ni prišel do izraza. In je bil on v bistvu frontrunner. On, Marta Kos, na enem soočenju je bila Urška Klakočar Zupančič na nacionalki, na enem tudi pri nas s Francem Breznikom, sicer pa, pa Sanjo Ajanović-Hovnik so zdaj tudi poslali na nacionalko glede gospodarstva, sicer je bil pa on glavni nosilec nastopov na soočenjih, ker druge stranke so pač izmenjavale svoje kandidate, ker jih imajo, ker so pač etablirane stranke, tle pa bolj kot ne, vse slonelo na njem, svet, se tudi ljudje v bistvu najbolj njega poznajo. Ne. In sem dejansko mislil, da bo to velika težava, ampak se je skazalo, da niti ne tako zelo velika. Na soočenja je v bistvu zelo pozno vstopil drugi frontrunner, predsednik vlade. Kako njega vidita v teh soočenjih? Mogoče tudi v primerjavi s prejšnjimi volitvami, Tanja? Torej, predsednik vlade je tak, kot je običajno pred volitvami. Ne? Vemo, da ne nastopa vedno enako. Za njega značilno recimo leta 2004, ko je stranka v resnici zmagala. SDS je takrat zmagala, zelo prepričljivo, LDS je takrat odšla v politično zgodovino. Je takrat presenetil že zelo umirjenim nastopom, zelo spravljivim nastopom. In v bistvu takega ga vidimo tudi zdaj. Zanimivo je, da nastopa relativno veliko, kar bi kaže na to, da verjetno ta njegova odsotnost, da so njegovi strategi ali pa sam ugotovili, da to ni bila najbolj pametna taktika. Zdaj, njegova sporočila so jasna, on stavi na to, da neko drugo Slovenijo. Mene to malo skrbi, sploh v celi kampanji, da vemo, kaj se je zgodilo med covidom, oziroma niti še ne vemo prav dobro, razdelili smo se, cepilci, anticepilci. On pa, če ga pozorno poslušamo,
govori, ni samo Ljubljana. Ne. Skratka, on stavi na to neko podeželje, na zelo določen tip volivcev, tip ljudi, na katere računa, da bodo prišli na volitve in ga podprli. Tudi Matej Tonin, ne nazadnje, oprosti Suzana, ves čas poudarja, Slovenija niso samo ljubljanski kolesarji. Jaz imam problem, jaz sem z Dolenjske, ne živim pa v Ljubljani. Kam potem sodom? Mene te delitve me res skrbijo. No. To sem hotel reči, ne. Ves čas poudarja Slovenija niso samo Ljubljana, niso samo kolesarji, ne mogoče v Ljubljani nezadovoljstvo, pač zvonijo v petkih, ampak ko pa hodimo okoli po Sloveniji, so pa ljudje zadovoljni, se gradijo ceste, se gradijo šole, domovi za starejše, na tem sloni njihova kampanja in v bistvu so tle zelo monolitni. Koalicijske stranke tle delujejo res zelo, zelo uglašeno, zbrano, ampak to je tudi razumljivo, glede na situacijo, v kateri so se oni v bistvu sestavili. Ne, pač prejšnji premier, vemo, to smo slišali res milijonkrat, vrgel puško v koruzo, pretila nam je kriza svetovnih razsežnosti, ki je potem tudi prišla in oni so takrat pač za višje cilje, kot pravi tudi Janša, različno misleči, potem ko so enako misleči razpadli, smo mi prišli, združili različno misleče in državo pač vodili in upravljali v času covidne krize. Zdaj, kako o tem bojo najbrž še kakšne knjige tudi napisane. Smo tudi že kaj rekli na soočenjih. Smo tudi že kaj rekli na soočenjih. In bili kritični, ampak to potem pač pri njih ni bilo najbolj sprejeto. Ampak ja, zelo je v bistvu Janša pomagal tudi skozi kampanjo svojim partnerjem. Zelo pomaga. Ves čas se je zahvaljeval Zdravku Počivalšku, Mateju Toninu, tudi Aleksandri Pivec, ki je pač takrat v imenu Desusa podpisala koalicijsko pogodbo. Sploh Počivalšek, on je bil tisti, ki je naredil vse za to, da je ta vlada nastala, samo še to in naredil je tudi vse za to, da je obstala, prosti. Ja. Tokrat torej Janša v tem mandatu svojih koalicijskih partnerjev, če se referiram na nekega člana NSI-ja v preteklosti, ni rezal kot salamo, ampak ravno nasprotno. Ne? Se je zavedal, da v bistvu brez njih nima ne te vlade, ne naslednje. Ne gre pozabiti, da je Janez Janša oziroma SDS zmagovalec prejšnjih volitev. In vsi ti zapleti, ki so se dogajali kasneje, dobil mandat, ni mogel sestaviti vlade, pač te izkušnje očitno nikakor noče več ponoviti. Kdorkoli bo zmagal, kdorkoli bo zmagovalec teh volitev, bo odvisen oziroma bo moral računati na partnerja. In v tako globoko razdeljeni državi, v tako globoko razdeljeni politiki je to pomembno vprašanje. To je vprašanje, ali vlada, celo obstoja in nastanka vlade. In to se mi zdi, da je prvič morda tako globoko zavedanje. Včasih so bile možne velike koalicije. Jaz se spomnim tudi pred 4 leti v volilni kampanji mi je eden od prvakov strank govoril o tem, da bo Slovenija postala bolj, to seveda bilo pred covidom in predvsem dramami, ki so se zgodile, ko bo, koalicija, ki bo segala čez, preko, skratka, da ne bo vsak kopan za svoj blok. To je zdaj pozabljeno. Ampak verjetno so se tudi politiki vmes spremenili, njihove politike zaostrile. Tudi SDS je zdaj drugačna, kot je bila recimo 10 let nazaj. Jaz mislim, da se je svet tudi spremenil. Družbeni mediji, ki še zaostrujejo v bistvu polarizacijo. Skrajnosti v politiki so, če se ozremo prek meje, saj mi nismo en mehurček, ki je izven tega sveta. Svet je kompliciran, svet je za ljudi mogoče strašljiv. In v takih trenutkih je vedno se tudi politična govorica spremeni. Nekdo nagovori tvoje strahove in to dela politika. Ljudje mogoče niti ne vemo, da smo dostikrat tudi predmet manipulacij za to, da pač nekdo prevzame oblast. In v takih razmerah se rade kotijo skrajnosti ene ali druga ali tretja. In mislim, da smo tukaj. In skrajnosti seveda lažje pridejo do ljudi. Pač neke zmernosti težje, tako pač je. Jaz bi se samo še vrnila nazaj na Ljubljana in ne Ljubljana. Mislim, da je tudi Robert Golob rekel nekje, da samo v Ljubljani je bil ostro kritiziran. Zaradi levo-desno delitve. Tako je. Da samo v Ljubljani si ali lev ali desen, drugje po Sloveniji, mislim, da nekako tako je razlagal, pa da tega ne opaža in da so tam ljudje, jim lahko rečeš, da so sredinski in se lahko tudi kot sredinski predstavljaš. Je tudi on to ločnico naredil med Ljubljano, ki da je zelo polarizirana, in drugimi deli Slovenije, ki da niso. Tako sem ga razumela. Ampak mislim, da je to govoril bolj na začetku kampanje,
Takrat je kar poudarjal to, da spomnimo se, na tiskovno konferenco je pripeljal Krkoviča, govori o tem, da hoče na okroglo mizo, v vsakem primeru Lojzeta Peterleta, skratka on je eden od tistih politikov, ki je štartal na gremo čez, bomo prestopili. Mostograditeljstvo. Če se spomnimo na SLS staro. Mostograditeljstvo, jaz moram reči, da zdaj ne vidim več toliko. Ne bom rekel, da se je v celoti odrekel, ampak očitno v tako polariziranem prostoru to preprosto ni, lahko izpade mlačno, lahko izpade vse možne pridevnike, lahko damo, skratka se temu se mi zdi kar izogibajo. Preden pridemo na soočenje, to, o katerem danes vsi govorijo in pišejo. Slon v sobi. Preden pridemo k slonu v sobi, mogoče še tole. Ali lahko Novi Sloveniji škodi odstop kmetijskega ministra oziroma to afera, ki je pripeljala do tega odstopa? Jaz mislim, da ima Nova Slovenija zelo zveste volivce, tako da na njih pač prav veliko, ne v primerjavi recimo z SDS-om, hegemonom na desni, ampak pač ti volivci jih pač imajo. To govorimo tam okoli tistih 7%, dvomim, da lahko gredo kaj više od tega, tako da Tonin ne bo popravil izrazito, to je moja napoved, lahko da se motim, rezultata izpred 4 let, spomnimo se, pred 4 leti je potem ponudil odstop, ki pa ni bil sprejet, bomo videli, kako bo zdaj. Ta afera je pač prišla tik pred volitvami, ne morajo gospoda Podgorška, bivšega, zdaj še ministra. Zbrisati s plakatov, misliš? Ja, ravno včeraj sem se vozil po njegovem domačem kraju, kjer kandidira Vodice in so se še vedno pač veliki jumbo plakati in zraven slogan. Zanimivo, pač ne moreš ga umakniti z liste, ampak mislim tudi, da kakšne večje škode za Novo Slovenijo ne bo, Tanja, se strinjaš? Mislim, da je sploh tudi posebnost teh volitev, da nobena afera, pa afer je bilo kar nekaj, ni bistveno spremenila političnih razmerij. To samo dokazuje to vkopanost, o kateri je v bistvu Tanja že v štartu govorila. Torej tudi te afere, o katerih se piše Robertu Golobu račune in tako naprej, tudi to misliš, da recimo Golobu ne moreš? Zdaj, Robertu Golobu lažje, zato ker je neznanka. Tukaj so ljudje pozorni, spet razočaranje, vemo, novi obrazi in cele zgodbe. Tukaj bodo ljudje bolj pozorni tudi na odtenke. Medtem ko pri strankah, ki že imajo trdno strukturo, Nova Slovenija jo ima in trdno bazo, ki ni taka, kot so računali, se pravi 10% in več. Je pa, tukaj se je ta efekt zagotovo manjši, se opravičujem. Pa še nekaj, kar me pa žalosti, da smo morda postali vsem tem času popolnoma neobčutljivi. Apatični na afere, na to, kaj je prav, kaj je narobe. To se mi zdi, da je največja groza tega političnega prerivanja, ki se dogaja v zadnjih letih, da so v bistvu standardi, kaj je prav in kaj je narobe, padli pod dno. Pomembno je, ali je naš, ali je vaš, ali je, in vse se relativizira. In če naš ni naredil nič narobe, mu je pač potaknjeno z druge strani in obratno. Tu smo, in sploh ne vidimo v resnici, kako bomo iz tega ven prišli. In to za obe strani velja. V enaki meri. In tu je pač treba po moje nasloviti, pač tu pri teh stvarih imajo pomembno vlogo tudi mediji. Imamo, ja. In imajo tudi tako imenovani mediji. Torej mediji, ki pravno formalno so mediji, ampak pač tako ne delujejo oziroma pač se delajo, da so mediji. Skratka, funkcionirajo kot propagandna mašinerija za eno samo stranko in pljuvalnica njenih nasprotnikov. Da. In smo tudi žrtve tega, tudi to je treba tudi povedati. Novinarji. Ti si delal zdaj pogovore z predsedniki strank. Če postaviš ostro vprašanje, ni treba da z ostrino, ampak ostro ali pa vprašanje, ki ni podlaki, doživiš pogrom z ene strani. Če postaviš drugemu, doživiš pogrom z druge strani. Verjetno se tebi tudi to dogaja. Torej nam se dogaja to neprestano. Jaz sem najbolj zadovoljen, ker z vseh strani leti pomeni. Jaz nisem zadovoljna, ker so žaljivi in je pa morda poanta taka. Ja, in smo lepo prišli do slona v sobi, torej to včerajšnjo soočenje na nacionalni televiziji, ki je po mojem mnenju zelo dobro pokazalo, kako pomembni so dobri voditelji. Jaz mislim, da se ljudje ne zavedajo, gledalci, da ni samo po sebi umevno, da tam sedi nek voditelj,
ki bo dobil od sogovornikov vsebinsko to, kar pač mora javnost slišati. Skratka, da je to soočenje res pokazalo na to, kako pomemben je voditelj. Miha, kako si ti to videl? V bistvu je bilo zelo težko zbrati misli po tem, ko je bilo tega soočenja konec. Sploh, ker si zelo pozno gledal. Sploh, ker sem zelo pozno gledal z zamikom. Ja, videl sem vihar na vseh možnih družbenih omrežjih, nisem planiral dejansko, da bom to gledal, ampak potem sem pač moral, kot si rekla, ja, zelo pomembna je pač priprava. Mi smo tu kar nekaj soočen naredili, na vsazga smo točno vedeli, ok, pač odvisno je vse od gostov in tem, ki smo jih pač določili za vsako soočenje. In to so priprave, se Tanja ve, in ti veš, Suzana, to so pač priprave, ki trajajo dneve in so pač vsebinske in določiš teme. Bomo imeli zdravstvo, bomo imeli gospodarstvo, bomo imeli, ne vem, kulturo, podnebje, in se pač pripravljaš in točno veš, kaj bi rad dobil od gostov. To ne pomeni, da boš na koncu tudi dobil, ampak veš, kako jih, to je izraz, ki ga rada uporablja naša direktorica Katja, luščiš, ne? Pač postaviš vprašanje, dobiš neko floskulo, ga primeš nekje. Moraš vedeti, kaj vprašati, kaj sledi. Pelješ naprej. Kar sem jaz pa res ne bi rad kritiziral zdaj kolegov, ampak vprašanje, kako pa kaj ekonomija, to zdaj karikiram, pač ni vprašanje, s pomočjo katerega bi ti lahko izvlekel iz gosta nek vsebinski odgovor. Ker odgovor na to je lahko karkoli. Ne? Predvsem pa pol, kaj se je zgodilo s tem soočenjem? V neki točki je začelo razpadati, zaradi tega, ker so pač bili spopadi samo med določenimi, eni gosti so bili pač zelo agresivni in potem smo imeli več agresivnih dvobojev. Seveda, to je zaželjeno pri vsakem soočenju, da je kakšen dvoboj, da je atraktivno vse da pridejo na plano tudi razlike, da se ne pogovarjamo en mimo drugega, to je vse zaželeno. Tako je, ampak na neki točki mora voditelj znati to ustaviti in pač zapeljati naprej, obdržati moraš kontrolo. Včasih je težko, saj tudi jaz sem imel naporne goste v tem studiu, ki so probali prevzeti nadzor nad oddajo, ampak pač moraš imeti fokus in res moraš biti dobro pripravljen, da ko ti začne tam streljati z neko cifro, ki za povrh po možnosti še ni ta prava, da mu pač ustreliš nazaj ta pravo in ga prijeti. Ne, zdaj gremo naprej, ne boste, nimate replike. No, sej, mogoče, da gledalcem in poslušalcem približamo to iz druge strani, da si bojo mogoče znali predstavljati, ne. Skratka, soočenja ne potekajo tako, da voditelj pride, pa gosti pridejo, pa se dajmo malo pogovarjati, ampak so to trde priprave. Ne? Recimo, vemo, koliko smo tukaj delali, koliko si ti delal. Povemo, da je bila Suzana tudi urednica par soočenj. Jaz to vidim. Jaz vidim tudi, kadar gledam soočenja, vidim, dobro, kdo, ne vem, ampak vidim, koliko je bilo priprav vloženih v to. Ne. Zdaj, mogoče imamo mi tukaj, ne vem, kdo vse nas bo poslušal in gledal, ne, mogoče je videti kot neka interna debata, ampak to je res pomembno. Ne. Soočenje je težko. Ne. Moram reči, da delati soočenje je tudi zame, ker delam intervjuje že pa zelo dolgo, ne, nekaj, kar me je v bistvu vedno najbolj je zahtevalo največ priprav in nobene garancije, da bo res v redu. Ne. To je najtežje. Ne. Zato, ker ti se lahko pripravljaš, potem pa se zgodi nekaj nepredvidenega, ne reagiraš takoj, imaš preslabe reflekse, ne opaziš, ne, in se ti tudi soočenje sesuje. Ne. Ampak celo bistvo je to, ne. Jaz moram povedati, jaz pogrešam nacionalko, pa bom povedala, zakaj. Ne. Nacionalka ni enaka Pop TV, čeprav zdaj to vse zmešano in premešano, soočenja so povsod in res jih je veliko. Preveč in tako. Ampak nacionalka je mogoče mečken, ali pa za nekatere preveč dolgočasna, mogoče mečken, bi rekla, podrejena neštetim pravilom, niansam, mogoče malo bolj zategnjena, malo bolj konzervativna, no, ta izraz uporablja, ne. Ampak jaz sem ena tistih, ki misli, da je to prav. Ne. Jaz sem se pogovarjala z enim kolegom novinarjem iz Združenega kraljevstva, ki je rekel, da so BBC-ju strašno zamerali, in to tisti, ki so proti Brexitu, ker se jim je zdelo, da je BBC stopil preveč na stran tistih, ki so proti Brexitu. Ne. Skratka, pričakujejo od svoje javne televizije, da je taka zadržana,
Ne? Nekoliko bolj konzervativna, se pravi nepristranska, ker ne pomeni to, da je brez barve, vonja in okusa, ampak da se ne postavlja na strani, predvsem pa, da je natančna, preverjena, ne? Preverja dejstva, ne? In če želiš v resnici vedeti, kaj je, priklopiš to televizijo. Ne? In sem še to mogoče se naprosti. Jaz pač vem, jaz nisem sicer bila ves čas na nacionalki, nisem delala vseh soočenj, sem jih pa veliko tudi naredila. Ne? To traja tedne. Tako. Priprave trajajo tedne. Ne? Mi smo delali celo simulacije, naprimer. Kaj bo odgovoril, kakšno bo pod vprašanje, ne? To so zelo, zelo težke oddaje. Ne? Ja. Se pravi, če Alenka Bratušek pravi, ne? Država je zadolžena, javni dolg je največji rekord v Evropski uniji. Na drugi strani Počivalšek reče, čudovito je, nikoli še nismo živeli tako dobro. Ne? Gledalec pričakuje, ne? Pričakuje od nas, ne pričakuje, da se postavlja na stran Počivalška ali Bratuška, da reče, dejstva so taka. Tako je. Seveda, da je on no, in tisti, tukaj jaz pogrešam nacionalko. Razumem. Da ne bomo samo o nacionalki in ena govorili, pred pol ure sem bila na zvezi z recimo Majo Sodja iz Pop TV-ja, ki je imela eno odlično soočenje o zdravstvu, ne, in sem jo vprašala, koliko časa se je ona pripravljala na to soočenje, 10 dni. Tako da bojo ljudje dobili občutek, koliko dela je potrebno za to, da lahko voditelj suvereno vpraša in suvereno vodi soočenje in tudi suvereno, Miha, pač znaš kaj povedati nazaj, da poznaš vse fakte, pa še več kot jih In pri tem je pomembno dejstvo to, da je Maja dolgoletna novinarka, ki pokriva zdravstvo in v bistvu ima vse te stvari že praktično v malem prstu, ogromno tega ve, pa je vseeno morala imeti 10 dni intenzivnih priprav z ekipo, z novinarji, ki so ji pač prinašali podatke, informacije, dejstva in tako naprej. Zato pravim, to je cela znanost. Ja. Ne, in tudi, ko smo govorili o simulacijah, ne, ja, seveda, ne, mi lahko zdaj 10 scenarijev predvidimo, kaj bo on meni odgovoril, ampak on bo meni 11 dal. Ne, in takrat moram jaz hipno odreagirati. Takrat se vidijo reakcije. Jaz moram reči, da tudi zelo, ali pa veliko krat tudi nisem znala odreagirati, kljub vsem pripravam. Tako da jaz vem vse pluse, minuse, kritike, težave, kako težko je to. In v tem smislu solidariziram s kolegi, kolikor se le da. Ampak hotela sem v bistvu opozoriti, da je tip, mislim, vsaka televizija, recimo Pop TV, je vendarle komercialna televizija, ima druge standarde. Ona mora zelo paziti na gledanosti in so tudi pričakovanja do nje drugačna kot recimo do nacionalke. Ne? Pri nacionalke je pa nekaj drugega, ne? In mislim, da bi pri tem morala ostati. No. Pri standardih. Pri standardih, se strinjamo. Vsekakor pa verjetno ne drži, da to soočenje na nacionalki ni bilo gledano, ne? Glas ljudstva oziroma družbena omrežja so danes polno ljudi, ki se to ogledujejo za nazaj. Tisti, ki si niso včeraj gledali, si bodo danes. Tako, ker so bili neki... Moram reči, da mi je žal. Ne? Mislim, mi smo, to sem že večkrat rekla, ne? Mi novice sporočamo. Ne more biti RTV novica. Ja. Vedno, ko je novinar novica, je to poraz novinarstva. Absolutno. To, da je v bistvu RTV pač celo to kampanjo novica je zelo slabo. In že pred njo je bil zaradi posegov oziroma poskusa, pač mediji so na udaru zadnji 2 leti. Hotela sem v bistvu to reči, da ko sem govorila o tem, da si ogledujejo za nazaj, kar jih očitno najbolj zanima, je to, to, da je nekdo Fakiča pokazal, to, da je nekdo padel, ampak tudi ti odhodi. Iz studia so odšli pač opozicijske stranke. Veliko sem razmišljala, ko sem to gledala, kako bo, kakšna je reakcija gledalca, ko to vidi. Jaz mislim, da si s tem niso naredili usluge. Jaz sem malo spremljal odzive na družbenih omrežjih. Treba je poudariti, ko gledaš Twitter, to res ni merodajno. To so bunkerji. To so res najbolj tipičen primer bunkerjev. Tisti, ki so provladno usmerjeni, na Twitterju so, zdaj pa kulovci, ko so končno dobili neka zahtevna vprašanja, pa niso zdržali in je bilo to za njih preveč in so šli ven. In itak so bili dogovorjeni, da bodo zminirali to soočenje, kot vem, niso bili dogovorjeni. Mislim, tudi slišali se je vmes, kako so si šepetali. Luka je rekel, a gremo, Fajon je rekla, a gremo. Zdaj je rekla, a res? In druga stran seveda, grozljivo, nesprejemljivo, da ne naštevam naprej.
kaj so pa govorili ljudje, ki jih je pa še vse največ, ne, ki se pa ne oglašajo na Facebooku, na Twitterju in tako naprej. Ne vem, kaj točno so si mislili. No? Eno je, kako so ocenjevali oddajo. To je to. Kakšen bo pa političen učinek? Ja, se to. Ja, to je pa po mojem različno. Odvisno tudi kot novinarka. Mislim, če si povabljen oddajo, ostani v oddaji. To je moja poanta. Absolutno. Povej dostojno svoje nestrinjanje, ampak če si prišel, mislim, da je prav, da ostaneš do konca. In izkoristi to priložnost. Mislim, mi skozi govorimo, koliko so soočenja pomembna v zadnjem tednu in da oni odkorakajo, 20 minut pred koncem, vsi ven. Političen učinek, če se gremo političen učinek. Novinarsko gledano, jaz si ne predstavljam, recimo, da bi to postala praksa, da ko bomo novinarji nekomu sploh ne bili všeč, naprimer, tudi do te točke lahko gremo, zdaj druga je, kako si pripravljen, kako narediš in to, ampak recimo, a je to zdaj potem praksa, da boš pač odšel, zato ker pač je novinar nekdo, ki ga ne maraš, recimo, če do skrajnosti to zgodbo peljemo. To zdaj govorim stališča novinarja. Stališča politične analize je pa tako, odvisno je, kako argumentiraš. Jaz mislim, da recimo Jelinčiču, ki izrazito igra na zdaj, če odmislimo na njegov spektakularni padec, sem videla tudi v teh mehurčkih pišejo 4%, kar je parlamentarni prak, s tem padcem Jelinčič spet prišel v spredje. To je zdaj neslana šala, ampak recimo Jelinčič, ki ima te kratke slogane in to za njega ni nujno slabo. On je tudi prvi, ki je šel ven, on svoje sporočilo je dal, razjezil se je, opozoril na se, kar je ključno v tej fazi, tako da zanj verjetno ni nujno, da je to slabo. Potem so vsak posebej pojasnjevali svoje razloge, da so šli, in jaz bi tako rekla, najbolj pomembno je LMŠ in SAB, sta stranki, ki visita na robu parlamentarnega praga. Ali je za njih to bila dobra poteza? To je pa zdaj vprašanje. Oni so dali možnost Robertu Golobu, načeloma pa prav ta stranka jemlje iz tega sredinskega bazena, kjer sta tudi LMŠ in SAB, so dali možnost za to neko zaključno besedo. In on je vendarle ostal. Pa še ko je špica bila, v bistvu vsi so že odhajali, Robert Golob je bil še vedno na plazmi. Tako da je vprašanje, mislim, ne upam zdaj soditi, da je bilo to recimo zelo slabo. Celo mislim, da ta soočenja, ne bomo videli, danes je še eno, morda še kaj spremeni, ne spreminjajo bistveno, tako kot smo začeli tudi tale pogovor, razmerja sil, ampak za SAB pa za LMŠ je pa lahko zelo pomembno. No, tle bo pri SAB-u in LMŠ po moje tudi vprašanje, koliko taktičnih volivcev, ki se zavedajo, kakšen pomen ima v bistvu vstop LMŠ-ja in SAB-a. Jaz mislim, da vsaj eden od njih bi moral priti čez, oba pa ne nujno. Bojo tisti, ki bi volili za Roberta Goloba, da bojo na neki točki se odločili, ampak sej on je itak zmagovalec na levi, bom jaz rajš dal glas LMŠ-ju ali pa SAB-u. Koliko bo takih? To je po moje vprašanje. In recimo taktičnih, In verjetno so... Vedno so taktični volivci šli zmagovalcu. Zdaj pa ne. Jaz mislim, da bi znala biti tudi to pomembno. To ni, ko ti prideš v svojo kabino, je tam eno ime. Zdaj govorimo o Robertu Golobu, ampak tam ni ime Roberta Goloba. Tam je lahko nekdo iz tvojega lokalnega okolja, ker oni pa oni so v zelo kratkem času naredili te liste. Jaz ne poznam teh ljudi, ampak ti lokalni, mislim, ljudje, ki živijo v določenem kraju, pa poznajo, tudi to utegne igrati vlogo, pri odločitvi. Morda bi želel, da je to Robert Golob zmagovalec, ampak mu ni všeč kandidat. Morda, čeprav pri Cerarju to ni imel recimo nekega večjega vpliva, je takrat dobil 36 poslancev. O taktičnem glasovanju temu navzdol, to, da so se levi volivci začeli zavedati in se spraševati, in to se vidi, se sprašujejo, koga naj volim, ali naj res za zmagovalca, ali naj pomagam tem manjšim strankam. Verjetno v tej luči lahko vidimo tudi to podporo, ki jo je LMŠ-ju dala Nika Kovač. Absolutno. Je to pač neko spodbujanje, ne sicer direktno, ampak indirektno k temu taktičnemu glasovanju. Nika Kovač je bila v preteklosti bolj tesno povezana z levico, potem so se pač na neki točki razšli in to je dejstvo. Če gledamo opozicijske stranke, je Nika Kovač najbolj intenzivno sodelovala z LMŠ-jem. Seveda so imeli svoje trenutke, spomnimo se v času Šarčeve vlade dodatka za delovno aktivnost. To sem ravno hotela reči, tam so bili zelo kritični do Šarčeve vlade. Na nasprotnih bregovih, ampak skozi delovanje v opoziciji
so se zbližali in v bistvu to ni prav veliko presenečenje. Je pa seveda taktična poteza in nekdo mi je rekel, ne, če bo kaj spravilo, ni pomembno, če bo kaj spravilo LMŠ v parlament, bo to podpora Nike Kovač. Zdaj, da bi to bilo neki, da bi imel ogromen učinek, ne, ampak mogoče bo pa to odločilno vplivalo na to, da sploh pridejo čez tiste 4%. Ne. Ja, zanimivo, ne samo 8. marec, ne, ampak tudi veliko tudi civilno-družbenih, pa tudi političnih, ne, pa vsi ti mehurčki, ne, po katerih mi krožimo v tem digitalnem omrežju, ne, je videti, če dalje več pozivov, se pravi, to niso pozivi, jaz želim, podpiram to stranko, ne, nikako celo izrecno reče, ne, ta stranka mi ni najbliže, ne, ampak to je v bistvu to je sestavljanje nove vlade, ne. To je absolutno taktičen in strateška poteza za prihodnji mandat. Dve stvari imam še, ki ne morem mimo njih. Eno je ta velika volilna udeležba na predčasnih, rekordna. Zdaj, del ljudi vidi v tem, družba se je zganila, silna mobilizacija, presegli bomo vse rekorde volilne udeležbe. Del ljudi ocenjuje pač prazniki so in gremo na morje, zato smo šli prej. Kaj je tukaj po vajnem? Ja, oboje je. Mislim, da je eno efekt civilne družbe, ki se je jasno videl tudi pri referendumu o vodah, tudi tam je bilo na predčasnem glasovanju zelo visoka udeležba. Ljudje govorijo, da bo poletje, ne, recimo pa morje, ne. Ljudje govorijo, da bo zdaj rekordna, jaz mislim, da ne bo. Ne. V tem času, ko se zdaj pogovarjamo, še ne vemo, kakšna je bila skupna udeležba na predčasnem glasovanju. Vemo pa, da je že po 2 dneh v bistvu presegla rekord vseh prejšnjih predčasnih glasovanj, vseh prejšnjih volitvah. Kar se tiče končne volilne udeležbe, mislim, da bo bistveno višja, kot je bila na prejšnjih, ko je bila 52,6%. Zdaj mislim, da bo čez 60, okoli 65, to je moja... Veliko napoveduješ. Ja, pač. Do 70 napovedujejo tisti, ki merijo javno mnenje, ne, na podlagi seveda tega rekorda, ki je padel v teh 3 dneh. Ne. To ni nujno. Ne. Tu si rekla, veliko jih je šlo zato, ker grejo že, čeprav se počitnice začnejo sredi tedna, bojo šli že ta vikend, kam, ne, in so pač šli predčasno voliti. In vsi tisti, ki so aktivirani prek glasu ljudstva, prek civilne iniciative, prek petkovih protestov, se mi zdi, vsaj kot vidim po omrežjih, da so vsi že šli voliti. In to so te številke dneh predčasnega glasovanja. Prav zato, ker je civilna družba tokrat tako aktivna, se mi zdi prav, da smo imeli kot zadnje soočenje včeraj pri nas soočenje 2 predstavnikov civilne družbe, ne? Torej Glas ljudstva, Teja Jarc na eni strani in Ivan Štuhec, Zbor za republiko. In je bilo tudi, se je v bistvu zelo videlo, kako različni so pogledi in kako močna so ob tem tudi čustva. Ne? Zdaj bom zelo posplošil. Ena stran pravi, v tej državi je stanje nevzdržno, vse je narobe, in druga stran, v tej državi je vse super, Slovenija ima spet ugled, je prepoznavna, ljudje so zaposleni, visoka gospodarska rast, pač res dva različna svetova. Koliko političnih soočenjih. Ne? Ja. Tako. Tole me samo še zanima za konec. Ali se po vajnem mnenju lahko zgodi, da po nedeljskem večeru, da nas čaka v bistvu še težje obdobje ali pa še bolj naporno obdobje, kot je bilo tole zdaj, v smislu, ali se lahko zgodi, da kdo problematizira legalnost in legitimnost volitev. In če kdo. Robert Golob je včeraj pri tebi na tem zadnjem soočenju, v katerem bil sam, ker se SDS ga ni želel udeležiti. Da, prazen stol smo imeli v studiu. Tako, kar nikoli ni okej, ampak pravila so za vse enaka. Je nekako zanikal, da bi o tem razmišljal on, ne, z njegove strani. Rekel je, počakamo, bomo videli, pač upam, da bodo vse glasovnice pravočasno v tujino prišle, bomo videli potem od dneh pa volitvah, če se je to zgodilo, in hkrati opozoril, da do zdaj v preteklosti glasovi iz tujine niso bistveno spremenili razmerja sil. Je pa res, ne, zdaj imamo kar nekaj strank, ki so okoli 4-5%, ali pa malo pod 4%, tako da tle imam en tak čuden občutek, ne vem, Tanja. Zdaj, ko smo še danes tukaj imeli, kaj se reče, malo šolo, ne, učbenik novinarskega našega dela, ne, vsi vemo, ne, dogaja, ne, volitve, soočenja, dogodki, konvencije, neprestano imamo politike pred mikrofoni, ne, in potem pride dan volitev.
in pride volilni večer. Ja. In so prvi komentarji, veseli, žalostni, objokani, radostni, in potem se zaprejo vrata. Je tako. Tako. In v ponedeljek ne dobiš več oddajo nikogar več. Ja. Ne. In sledi par tedenska kalvarija. In sedi tudi mesečna kalvarija včasih, ne, in vse se dogaja z zaprtimi vrati. Moram, že se zlasti strani KUL-a, mislim, da Levica, mislim, da je Luka, ne vem, kdo je to rekel, ampak eden strani KUL-a, da oni bodo pa drugače. Ne. Me prav zanima, ne, če bo to potekalo, kdo bo kateri minister, recimo, če oni sestavljajo vlado. Ne. Torej tako, ne, prvič pričakujem, da bodo zaprli vrata, ne, da bo od ponedeljka drugače, kot je pač seveda zdaj, in drugič jaz pa pričakujem zaplete, ki bodo odvisni od tega, kakšen bo volilni rezultat. Ne. Pričakuješ zaplete, zaplete strani SDS? Ne vem, odvisno od volilnega rezultata. Ne. Jaz sem poslušala zelo natančno Janeza Janšo, ker jaz sem bolna in ležim doma in nesrečna, kot sem. Se spremljaš? Gledam soočenja. Ja. Mi je zelo žal, ampak res gledam soočenja. In sem tako gledala tudi celo konvencijo SDS-a. Jaz upam, da kolegi, vidite, kako je to naporno biti bolan, ker moraš vse gledati. No, in on tam pravi, vztrajali bomo do zadnjega glasu. Do zadnjega glasu, ja, tako. Do zadnje preštete glasovnice. Jaz mislim, da seveda ni nujno zdaj, mislim, tukaj ni neka apokaliptična napoved. Mislim, da je zelo možno, da bo ravno zaradi vseh teh težav, ki so, se pravi, glasovnice ne pridejo v tujino, zapleti, neka uslužbenka, ni ni bilo papirja, polno nekih zgodb je bilo, kako mečejo malo nenavadno luč. Kdaj je pošta dala naprej? Kdaj je pošta dala, ni dala, bo prišlo, kdo je direktor. Mislim, malo preveč je tega, Malo preveč je tega. Mi imamo sicer opazovalce mednarodne na teh volitvah. Ampak je zgolj opazovalna misija. Ampak je zgolj opazovalna misija. In če rezultat ne bo tak, in seveda ne bo tak za nekoga, ne vemo za koga, kot bi si želeli, in če se bodo tako zelo poudarjale te težave, oziroma se bo izkazalo te težave realne in da je res prišlo do napak, jaz pričakujem zaplete. Kaj pa ti misliš, da bo Suzana? Tudi bi opozorila, ne samo to še, da spodbijanje volitev je že bilo. Mislim, da je bilo 2, ne bom zdaj kdaj, ampak recimo ne bi bilo prvič. Skratka, da bi se stvari potem na koncu reševali na sodišču. A veš kaj, jaz mislim, Miha, jaz sem pa pesimist, kot dobro veš, in se bojim tudi jaz, da lahko pride do takih ali drugačnih zapletov. In da se bo v bistvu ta volilni večer, volilna noč sprevrgla v neke tedne napetosti, povečevanja, polarizacije, obračunavanj, da bomo v bistvu ne bomo odrešeni s tem volilnim rezultatom, ampak da bi se v bistvu stvari zapletale še naprej. To bi bilo pa tudi, po moje, najslabše za državo, državljane in javnost. In polarizacija bo samo še večja. Je rekel eden od politikov zadnjič, 24. bodo dovoljene sanje, 25. bo pa nov dan. Mislim, to, kar to je realnost. Ne samo razmerja sil se bodo spremenila. Drugače pa ne bomo nič bolj prijatelji 25. naprej, nič bolj ne bo spravno, nič manj konfliktov družbenih ne bo, nič manj napetosti, samo nekdo bo zelo razočaran. Tako da jaz v bistvu res upam, da bo država pokazala, da pač demokracija deluje, kljub vsemu, kar smo videli v zadnjih 2 letih, da bodo volitve tiste, ki odločajo, ne pa potem kakšni zapleti. Je to zelo velika odgovornost Državne volilne komisije, ki pa je imela kar nekaj, če rečem, neko grdotujko flopov v zadnjih tednih. In prav zaradi tega lahko zdaj vsak, kdorkoli, ki mu ne bo všeč rezultat, lahko nekaj problematizira. A veš, in da direktor službe DVK, Dušan Vučko, ki je v slovenski politiki pač bil dolga leta, zdaj pa pač na tej funkciji že zelo dolgo časa, prostodušno prizna, lahko se zgodi, da pač ne bojo vsi dobili, halo? Pa se jih je samo 14, Ustavno pravico imamo vsi, seveda, volivcev, vsak državljan ima smisel demokracije, da res vsi imamo možnost pač iti in obkrožiti, karkoli pač že, ali pa oddati prazno glasovnico, karkoli. Kratka, ne le zadnji 2 leti, tudi zadnji tedni in tudi očitno glasovanje in način glasovanja, iz tega se lahko nekaj naučimo in upajmo, da se bomo naučili za prihodnost. Imaš še kdo mene zaprašati kaj?
Ne. Ne? Jaz sam povem, da grem zdaj zdravniku, ker mi glasu zmanjkuje že spet. Tako. In si želimo vso srečo, Hvala. da se glas povrne. Jaz se grem pa spočit po množici soočen. Tle bi res izkoristil to priložnost, upam, da ne zameriš, Suzana, da povabim vse, da nas spremljajo na volilni večer v nedeljo. Bomo v štabih, bomo potem kasneje tudi v Cankarjevem domu. Imeli bomo prve izjave, prve odzive, prve rezultate, vse na naši spletni strani nnainfo.si, tako da malo EPP-ja še za konco. No. Če ne bi ti bi jaz. Okay. Pa sem ti zdaj ukradel zaključne besede. Ne, v redu je. Sem te hotela vprašati to. Okay. Hvala lepa obema še enkrat. Hvala lepa tudi gledalcem in poslušalcem. To je bil poslušalcem, a vidiš, prav sem rekla? To je bil tretji volilni. Zdaj moraš pojasniti. Pač Miha je včasih heca, jaz pa njega. Intern štos. Ja, intern štos. To je bil tretji volilni podcast na N1. Najdete ga, tako kot vse druge vsebine, na nnainfo.si in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Mi pa se vidimo spet in slišimo prihodnji teden. Hvala za danes. Hvala.